zanima, v kakšni obliki bo referendum za vas uspešen, bodo referendumi za vas uspešni. Glavni tajnik Državne volilne komisije je v zvezi z tem referendumom dejal, da bo 450, celo 470 različnih odgovorov danih in da bo to toliko tudi različnih interpretacij. Kako boste vi kot ta referendum interpretirali za uspešnega? Že zato, ker bo izveden, ker je pač posvetovalni in s tem nezavezujoč za državni zbor, ali boste gledali na procent udeleženih ljudi, ki bodo se udeležili referenduma, ali boste gledali na posamezne teh 13 pokrajin, skratka. Kaj je tisto, kar bo štelo za uspešno? Lepa za vaše vprašanje in vas razumem, da postavljate takšno vprašanje. Seveda pa mi ni preveč jasno, da je, mislim, da celo na prvi seji glavni tajnik volilne komisije tako to komentiral, ker on pač ima to strokovno za speljati, če pa bi rad to komentiral, pa ima septembra možnost kandidirati na državno-zborskih volitvah in potem lahko to v parlamentu komentiral. Kar se nas tiče, je naslednje. Poglejte, referendumsko vprašanje je, ali ste za, da se ustanovi pokrajina in potem ste še lahko dve vprašanji, ali se bo vaša pokrajina imenovala A ali se bo imenovala B. Glede na zakon o referendumu in civilni iniciativi, ki je pač žal takšen, kakšen je, če mene vprašate, ni najboljše napisan, ampak takšnega moramo upoštevati, kot je, se lahko seveda ljudje odločijo in lahko dobimo tudi, če hočete, 60% odgovorov, da so za ime pod A, pa 55%, da so za ime pod B. Torej, prevladalo bo, kar se mene tiče, seveda tisto, kar bo imelo večji odstotek. In če bo odločitev za prebivalk in prebivalcev, da so za pokrajino, to pomeni, da so za predlog takšnega, kot smo oblikovali v referendumskem vprašanju za, bomo seveda to upoštevali. Kolikor bi bila odločitev, recimo, v katerem delu, pa verjetno imate v misli tudi osrednjo slovensko, da niso za takšno, potem bo seveda to signal nam, poslankam in poslancev, da bomo v zakonu, ki pa bomo ga seveda potem predlagali za ustanovitev pokrajin, imen in sedežev, pač predlagali drugačno rešitev. Takšno, kot recimo se je že predvidevala z amandmajem. Ampak smo se pač odločili na koaliciji, da bomo šli z referendumskim vprašanjem takšnim, kot smo šli. Skratka, interpretacije dvojne, trojne, peterne ni možno. Je ali pa ni. Ker boš radio, ko boste razdelili to predvidoma v srednje slovensko pokrajino, bo to neko zagotovilo, da je to vaša delitev prebivalcem všeč? In drugo, kaj je za vas merodajna udeležba? Merodajna udeležba je udeležba tista, za katero so se državljanke in državljani odločili. Vsekakor seveda želimo in nekako smo tudi danes razumeli, tudi strani opozicije, da želi, da pride čim več državljank in državljanov na referendum. Vemo pa, da so to običajno nižje udeležbe, kot pa na lokalnih ali parlamentarnih volitvah. Z prvega vprašanja pa nisem popolnoma razumel. Kako boste vedeli, da je taka delitev predvidoma v srednje slovenske, kot ste omenili amandma, da je ljudem všeč? No ja, res je, da nismo bogovi. Provali pa bomo čim bolj po volji ljudi to narediti. Imamo še danes preko 90% mnenj občinskih svetov, preko 90% To niso ljudje. volj. To niso ljudje, to so občinski sveti. To pa nisem vedel, da v teh občinskih svetih ne sedijo ljudje in to celo demokratično izvoljene. Glejte, jaz menim, da tudi če bo kje izglasovano proti določeni pokrajini, naj ne bi bil noben problem, glede na to, da imamo posvetovanje, referendum. Se ravno zaradi tega sprašujemo ljudi, ali so za ali proti, ne. So veliko verjetno proti srednje slovenske, ne.
nekako je že tako bilo, ali pa je, pa najbolj bo tudi prihodnje, tudi za osrednjo slovensko pokrajino, če bojo več ljudi proti, se našla primerna rešitev. To pa pomeni, da bo vlada pač pripravila drug predlog, kot je sedaj za referendum, in potem bo odločal državni zbor. Vsekakor pa vemo, da bodo občine tudi same se lahko odločale v določenem časovnem obdobju, ali bodo v eni ali v drugi pokrajini tiste občine, ki so na meji pokrajin. Tako da to jaz ne vidim nobenega problema glede tega. Vprašanja so pa tudi dokaj jasna. Jaz ne vem, kakšni problemi, kakšne vse kombinacije bi lahko nastale iz tega. Jaz tu ne vidim, da ne vem, koliko možnih rešitev pa bo lahko parlament ali pa vlada, ki bo pripravila nov predlog za prvo obravnavo v državnem zboru iz tega posvetovalnega referenduma, ali jih bo imela na voljo. Posvetovalni referendum, vprašanja so dokaj jasna in na osnovi pač odgovorov volivk in volivcev bo pripravljen predlog za naslednji postopek, se pravi za prvo obravnavo tega zakona. Če mogoče sem to dodal še, uspeh udeležbe, jaz bi si želel najboljše od vseh teh slabih obiskih referendumov, ki so bili potekli. To je bila neka potrditev, ki je bilo meni uspeh. Seveda več večino za, mislim, da bo večino za teh pokrajinskih odločitvah ljudi rekla za tisto okolje, v katerem po moji oceni ima veliko podporo. Dobro, res je, pravite politike, da, politike so tudi občinski sveti, župani, poslanci in tako naprej, ampak mi pa vendarle predstavljamo neko okolje, občine, in če vendarle župan nekem okolju zastavi svoje ime, jaz mislim, da tistem okolju to mnogi županom sledijo, ne zdaj so ga tudi izvolili. In če ta župan slabo vodi, če 2 leti ga ne bodo več izvolili. In če ga slabo vodi v smislu pokrajin, jaz mislim, da je to potem slaba popotnica županov, da pač napačno usmerja svoje občane, svoje državljane, kaj jim to prinaša. Vsak župan in vsak politik v svojem okolju pač predstavlja svoje pozitivne plati. Tukaj jaz vam predstavljam danes tukaj, sem predstavljam občinskemu svetu in zadnji seji, ki smo imeli v Sevnici, na pokrajinski zgodbi skupaj z vlado, ker je v bistvu ni bilo Posavca zbranega v dvorani, ki je bil proti Posavju regije. Zanimivo. Zanima me, kakšen bo izid na referendumu. Morda ne bo tako dobro, ko ga jaz sam zdaj napovedujem. In zato je pač volja ljudi, da se temu izrazijo. Kljub temu, da so pomisliki, kljub temu, da mnogi ljudje mislijo, da je nepotreben referendum, da mislijo, da je to stvar državnega zbora in politika za odločanje, da prepuščamo obveznosti državljane. Tu mnogi oporekajo te zadeve, tudi za voljo tega mnogi ne bodo šli na volitve, ker to ni njihova dolžnost, da oni odločajo pokrajine, ampak odločajo poslanci, poslani v državni zbor, za to plačani, to funkcijo in tako naprej. Ampak vendarle, tako je prišlo, to je, in če tudi ne bo 100% za, bo pač mogla politika se ponovno vse skupaj. Vem pa, tudi v najbolj ugodnem izidu, ki ga moče vi ne pričakujete, bo opozicija imela nov argument, zakaj ne pokrajine v tem mandatu. To vam naprej povem. Tako da tu že načrtuje, verjetno nekateri že počasi pripravljajo po 22. kako se bo zgodilo in kako argumentirati neuspeh referenduma, kako argumentirati premajhno udeležbo, kako argumentirati, da ni to, kar sta oni pričakovali in tako naprej. Tako da razlogov bo vedno, da če nekdo nekaj ne želi in da se pač to ne želi, pač ne bo želel in ne bo potrdil. In bo tudi poslanci, kljub temu, da v regiji podpirajo regijo Posavje, ko pridejo pa skozi državna vrata, Posavje tega pa žal ne več. Kako pa to komentirate?